Nogometaši Ketijemi Impol Bistrice so v četrtem krogu druge slovenske nogometne lige na domači zelenici pričakali neugodno enajsterico Beltincev. Beltinčani so tudi v tem obračunu pokazali, da so Bistričani kar ugodni tekmec za dosego pozitivnega rezultata. Ranjeni gostitelji, ki so bili samo z osvojeno točko na predzadnjem mestu po 3 krogih, so tokrat prišli do željene točke proti Beltincem. Kljub temu, da so domači vodili z 2-1, pa so lahko s končnim rezultatom 2-2 in točko kar zadovoljni. Definitivno je bila težka tekma, Beltinci so močna ekipa, ne skrivajo ambicij, da bi šli na vrh, ampak mislim, da smo danes odigrali dobro tekmo, čvrsto, taktično dobro. Vseeno bi si želeli začeti zmagovati, mislim, da je to tudi naš cilj, da smo čim bliže vrhu. Favoritirani gostje v rumeno-modri športni opremi so v srečanju v Slovenski Bistrici imeli sebi v prid posej žoge in veliko število priložnosti. Vendar so domačega čuvaja mreže Lukasa Rjavška premagali samo 2-krat in na svoj konto zbira točk zapisali 7. prvenstveno točko in 4. mesto na lestvici po 4 odigranih krogih. Pričakovali smo 3 pike, ampak vseeno, vrnili smo se nazaj v igro po zaostanku z 2-1 in ja, imeli smo šanse, škoda, da nismo zadeli, ampak gremo naprej. Niko Kasalo sicer ni zadev polno, vendar je svojo predstavo pokazal, da je odlična okrepitev. Prišel je iz prvoligaške Mure. Je pa v polno za goste zadev Stjepan Oštrek in to v 29. minuti za vodstvo gostov 0-1. Veselje gostov je hitro pokvaril prekršek v kazenskem prostoru gostov v 31. minuti in sodnik Alen Borošak je upravičeno pokazal na belo točko. Z 11 metrov je rezultat na 1-1 poravnal domači kapetan Jaša Martinčič. Svojo najboljšo predstavo je v bistriški zasedbi tokrat pokazal nadarjeni Marcos Tavares. Ta je v 38. minuti lepo našel Martinčiča, ki je za svojo ekipo dosegel drugi gol na tekmi. Vesel sem, da se lahko pomagal ekipi za asistenco. Zdaj še vse dobro razumemo že od začetka, kar smo začeli prvič skupaj trenirati. Škoda, da ni bilo dovolj za 3 pike. Domači so v drugi del igre vstopili z golom prednosti, vendar so varovancem Damjana Gajserja dovolili, da so že v drugi minuti nadaljevanja zadeli v polno in tako poravnali na 2-2. Gola se je veselil Jura Štimac. Po izenačenju so gostje še bolj pritisnili proti golu domači, vendar številnih priložnosti niso izkoristili. 3 odličnih ni izkoristil Stjepan Oštrek in to v 50. minuti. Tako se je končalo v 70. minuti. In nato še v 88. minuti. Domači napadalec Marcos Tavares pa ni zadel. V 24. minuti, podobna zgodba v 54. minuti in nato še v 77. Dobra prvenstvena tekma se je torej končala z delitvijo točk. Bistričane pa v naslednjem krogu čaka vroče gostovanje v Grosuplju pri ekipi Brinja.